Tale velik preurejen hangar ali karkoli že je, velika dvorana ob letališču v Bruslu, mi je pa že zelo dobro znan. Tukaj sem bil pred dobrim letom na dogodku Toyota Kenshiki in zdaj sem spet, ampak recimo spomladi. Očitno so izkoristili, da ni več velikega salona v Ženevi, pa imamo fraj ta termin in torej čas za njihov veliki dogodek, na katerem pokažejo vse svoje novosti in načrte za prihodnost. To je res zanimiv dogodek za nas avtomobiliste, ker veliko več izvemo o novostih kot v katerem koli novinarskem sporočilu, ker so tukaj inženirji, strokovnjaki z vseh možnih področij, skratka ljudje, ki ti dajo informacije iz prve roke. In izvedel sem še, da Kenshiki pomeni nekaj v stilu staro znanje, nekaj, kar je zelo veliko vredno. In se mi zdi, da so oni vse svoje staro znanje uporabili pri tem dirkalniku za Dakar, ki je seveda zmagal in v katerem sem se jaz tudi vozil lani. Nora izkušnja je bila. Alfa GR Supra A90 Final Edition. Tole pa je stroj. 441 konjev, 571 Nm, nastavljivo vzmetenje, karbonski sedeži. Pač stroj, ki ga kmalu ne bo več. Drugače pa tole stroj, ki bo pa kmalu tudi pri nas. GR Yaris Aero Package Concept. Nove vstopnike ima za boljše hlajenje, potem nastavljiv spoiler od zadaj, pa še eno ful pomembna stvar, ki je pa res že dolgo nisem videl v avtih. Pokončno ročno. Noro. Še dva res posebna Yarisa razvijajo, eden se imenuje TGRR in z njim se vračajo k koreninam, pravijo, ker bodo spet tekmovali na vztrajnostni dirki 24 ur Nürburgringa, kjer se je leta 2007 sploh začela zgodba Gazoo Racing. Ja, to pomeni ta črki GR. Takrat se ekipa še ni smela imenovati Toyota, ker jim niso pustili, danes pa je to itak del Toyota in očitno zelo uspešen. No, niso tekmovali s točno temi avti, ampak s takšnimi. No, drugi Yaris ima pa dodano črko M, Middle, ker ima sredinsko nameščen motor in prav zanima me, kater nov model ga bo imel. Nekaj se je omenjala Celica. Zdaj pa druga skrajnost, mikromobilnost. Kakorkoli se trudijo ponekod, da bi avtomobile izgnali iz mesta, to ne bo kar tako zgodilo, ker smo ljudje preveč navajeni in rabimo osebno mobilnost. In zdaj se zato pojavljajo nove rešitve, kot je recimo takšen FTMI. Koncept je zanimiv, ni kaj. Krajši je od 2,5 metra in baje spominja na čelado pilota. In 24 takšnih majhnih vozilc naj bi porabili toliko energije kot en klasičen električni avto. Ja, ima celo solarno streho, ki naj bi prispevala dodatnih 20 do 30 km na dan, samo to potem že preveč podrži avta, ki mora biti v osnovi zelo pocena. In ker naj bi se vozil v mestnih središčih in zanj ne bo potrebno vozniško dovoljenje, za avto bo hitrost omejena na 45 na uro. Ja, mobilnost naj bi bila na voljo za vse, kot so nam lani pokazali na super dogodku po olimpijskih igrah v Parizu. Toyota as a mobility partner for the Olympic Committee and Paralympic Committee. We need to take care of the athletes and para-athletes, but we were also requested to take care of the whole mobility fleet. Now, in Tokyo, this is a privatized environment, but in Paris, all of a sudden, this was public space. Now, public space means cobblestone, means going down and going up at 20% of angle. Now, imagine you have a rugby team which is on your vehicle and they cannot climb the slope. This would be impossible. So we had to rethink. Now, also public space means homologation. It means regulation. And that allowed us, and we said, with this technology, we can do much more. We are now ready to also do other micromobility solutions in the commercial world and not the Olympic world. So that's how it all started.
V mestih avtomobili zasedajo kar 2/3 površin, vsi ostali, torej busi, kolesarji in pešci, pa samo tretjino, in to je problem, če se bo to razmerje samo še povečevalo, ker se v tem primeru nič ne spremeni naše razmišljanje, ne? Ker podatki, ki so jih pridobili pri Toyoti na terenu, pravijo, da je 3/4 poti krajših od 10 km in jih opravi samo ena oseba. No, torej to je ena od rešitev, če se boste seveda želeli voziti v takšnem malčku. Lexus je bil sploh uspešna znamka. Lani so prodali za petino več avtov, to je 88 tisoč, kar je njihov nov rekord, seveda. Zelo dobro se je odrezal tudi LBX. Drugače pa RZ na voljo v dveh novih različicah, 500 in 550e, tudi štirikolesnim pogonom, jasno. In ena najbolj zanimivih stvari zame je Interactive Manual Drive. To pomeni, da imaš noter pri volanu ročice menjalnika. Ja, menjalnika, ker so umetno naredili 8 prestav. Neokrogel volan, ki ga ima avto tamle, moram reči, da je zelo zanimiva stvar. Zdaj bo končno postal serijski, jaz sem ga že vozil, pa je tak hecen občutek, čeprav so se zdaj potrudili, da je še majčkeno bolj naraven. Sicer ima pa baterija po novem 77 kWh, pol ure se rab polniti s predgretjem, 22 kW AC polnjenje ima, torej na izmeničnem toku, moč je pa majčkeno narasla 150 na 165 kW in na 300 pri različici s štirikolesnim pogonom. So nam včeraj zvečer na skrivaj pokazali še čisto novo električno limuzino ES, ampak so nam pobrali telefone in vse, tako da ga bomo lahko pokazali šele konec aprila, ko bo svetu predstavljen na velikem salonu v Šanghaju. Je pa največja zvezda tega dogodka čisto novi električni križanec iz razreda C-SUV, ki se imenuje, pazi to, CHR+. Ja, nisem preveč navdušen nad imenom, ampak pravijo, da želijo graditi na obstoječih modelih, na imenih, ki jih že vsi dobro poznamo in da tudi vemo, v kateri razred potem paše ta avto, ker bodo naziv BZ za električne avte očitno opustili. Izgleda kar privlačno, zelo podoben je konceptu, ki smo ga videli že 2 leti nazaj, dolg je pa 4,52 metra in ima 416 litrov velik prtljažnik. Pa 3 opcije pri pogonu bo imel, torej sprednji in štirikolesni pogon, pa različno močne motorje od 122 do 252 kW, če sem prav izračunal, ker navaja moč samo v nam ljubših konjih. V najzmogljivejši varianti naj bi imel pospešek do 100 samo 5,2 sekunde, bateriji pa 2, 57 in 77 kvur. Pri nas bo naslednje leto. Enako kot najmanjši Urban Cruiser, tudi na elektriko, 3 opcije pri motorjih, tudi štirikolesni pogon in 2 bateriji 49 in 61 kWh. Ta zna biti sploh popularen, ker spada v obe segment in je prijetno majhen. Bo pa verjetno malo prej pri nas najstarejši BZ4X, ki je zdaj osvežen z novo in bolj družinsko masko in predvsem z izboljšavami pri bateriji in pogonih. To je najbolj pomembno pri električnih avtih. Po novem bo imel 2 bateriji, 57 in 73 kWh, potem enako 3 opcije pri pogonih kot pri tistem CHR+, predvsem pa predgretje baterije za hitrejše polnjenje v mrzlem, 22 kW polnjenje na izmeničnem toku in lahko bo vlekel do 1500 kg težko prkolco. Ja, fino, točno to rabim. Najbolj zanimivo mi je bilo, da je kljub poplavi električnih avtov, poleg teh danes bodo do naslednjega leta predstavili še 3 čist nove modele, no, kljub temu razvijajo čist nov bencinski motor in to lahko veseli tudi nas, nostalgike. Super je, da razvijajo nova goriva in vse, samo da bomo potem še imeli takšne ropotajoče stroje mi, ki uživamo v klasičnih avtih. In ravno zato so pri Toyoti toliko aktivni v dirkanju. To je njihov testni poligon, da potem na napakah vidijo, kaj vse morajo popraviti, tako da v prihodnosti lahko pričakujemo čist nova bencinska motorja, 1,5 litrski in 2 litrski stroj, ki jo testirajo v dirkalnih Yarisih za različne Toyotine modele. In kljub temu, da je to japonska znamka, je bila lani druga najbolje prodajana znamka v Evropi in več kot 3/4 teh avtov je izdelanih v Evropi.